Spoštovani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, spoštovani predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič, gospe in gospodje, ki dogodek spremljate preko neposrednega prenosa v živo. Lepo pozdravljeni iz predsedniške palače, kjer bomo danes na razmeram primeren način obeležili 30. obletnico razglasitve ustavnega amandmaja 99 k Ustavi Republike Slovenije, s katerim je Slovenija izstopila iz pravnega reda tedanje Jugoslovanske federacije. Med nami še posebej lepo pozdravljamo člane tedanje Komisije Skupščine Republike Slovenije za ustavna vprašanja in člane strokovne skupine za pripravo osnutka nove Ustave Republike Slovenije. Obeležitev obletnice sodi v okvir prizadevanj predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred 30 leti, ki so utirali pot prvim demokratičnim volitvam in odločitvi o osamosvojitvi Slovenije. Predsednik Republike je doslej v predsedniški palači priredil 10 posebnih slovesnosti v počastitev in ohranitev zgodovinskega spomina na 30. obletnico ustanovitve Odbora za varstvo človekovih pravic, Majniške deklaracije 1989 za suvereno državo slovenskega naroda, posaditve lipe sprave na Ljubljanskih Žalah, razglasitve amandmajev k Ustavi Socialistične Republike Slovenije, Demosa, koalicije demokratično izvoljenih strank, odhoda slovenske delegacije 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije, izvolitve osamosvojitvene vlade Republike Slovenije, razglasitve ustavnih amandmajev 96, 97 in 98 k Ustavi Republike Slovenije, odločitve Demosa o razpisu plebiscita o samostojnosti Republike Slovenije in podpisa sporazuma političnih strank in poslanskih skupin Skupščine Republike Slovenije o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo. Predsednik Republike je posebej obeležil tudi 30-letnico uradnega imena naše države, 30. obletnico prvih demokratičnih in večstrankarskih volitev, 30. obletnico prve spravne slovesnosti v Kočevskem Rogu, 30-letnico manevrske strukture narodne zaščite in 30. obletnico postroja v Kočevski Reki, kjer je prvič zadišalo po Slovenski vojski. Naslednja v vrsti počastitev bo 30. obletnica vaje Premik 91. Slavnostna govornika ob današnji obletnici sta dr. Franc Grad, zaslužni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in član tedanje strokovne skupine za pripravo osnutka nove Ustave Republike Slovenije in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani profesor dr. Grad, vljudno vabljeni k besedi. Hvala lepa. Spoštovani predsednik in spoštovani zbor, moram reči, da sem pravzaprav zelo počaščen, da smem govoriti ob taki priložnosti in taki publiki. To štejem kot veliko priznanje tudi, kako bi rekel, stroki, ki je v prelomnih dogodkih, v katerih je tle in teče beseda, sodelovala po svojih močeh. Seveda moramo priznati, da imajo pri takih stvarih vendarle odločilno vlogo politiki in da je na njih teža odločitve in teža odgovornosti. Vendar pa politika brez stroke težko opravi svoj posel tako, da ima ustrezne učinke. Pravna stroka je tu igrala odločilno vlogo in kot sem prej v neformalnem pogovoru omenil, dobro se spomnim, da se je takratni predsednik skupščine zelo pogosto neformalno, tudi ne samo formalno, ampak tudi neformalno posvetoval s pravnimi strokovnjaki o tem, kako na najbolj korekten način izvesti dogajanja, ki so bila ključna, ki so imela velikansko politično težo in velikanske politične posledice, ampak je bilo treba jih speljati na način, ki bo najbolj korekten, zato, da se ne bi očitalo neko, kako bi rekel, neko razdiralstvo, ampak da je bil proces konstruktiven. Seveda je pripeljal do tega, da je razpadla federacija, pripeljal je do odcepitve Slovenije, čeprav bi Slovenija raje videla, da bi se federacija razdružila sporazumno, ampak pač do tega ni moglo priti. Ampak kljub temu je ta proces potekal na način, ki je dajal
videz ne samo legitimnosti, ampak tudi legalnosti. Ta proces sem jaz pravzaprav vidim na dva načina. En način je sedanje perspektive profesorja ustavnega prava, že zaslužnega, kar pomeni, da sem že v pokoju. Drugo pa je to, da sem bil pravzaprav takrat, kot temu rečemo, insider, da sem sodeloval neposredno pri teh strokovnih dogodkih, da sem seveda v vlogi pomočnika, strokovnega pomočnika politikom skupaj s svojimi sodelavci in kolegi veliko preživel tudi s politiki skupaj, ampak kot rečeno, vedno smo se zavedali, da so politiki tisti, ki odločajo, ki morajo odločati in tudi pravzaprav nositi težo odgovornosti za svoje odločitve. Strokovnjaki pravzaprav takrat smo bili sicer na krilih istih kot politiki. Krila, ki so nas nesla naprej. Krila, lahko rečem jaz tem včasih, ko razlagam mladim, kot bi bilo nekaj v zraku, kot bi se čutilo nekaj v zraku, kar nas je vse neslo naprej. In kot smo prej v pogovoru ugotavljali, ko gledamo nazaj vse te dogodke, pravzaprav ni videti kaj zelo posebenega, ampak v resnici tisto, kar smo počeli, ko smo že 89. leta stopili na pot rahljanja najprej, potem pa upora pravzaprav že zvezni ureditvi, federalni ustavni ureditvi, to seveda takrat ni izgledalo tako enostavno in tudi ni izgledalo netvegano. Takrat je bilo to zelo tvegano početje, tako smo ga doživljali. No in če se zdaj lotim malo bolj konkretno, pa pustim svoje občutke, ki jih imam pri strani, moram pa vendarle, preden se vsebinsko lotim zadeve, povedati, da me izredno veseli, da se ustava ceni v tej hiši, da se spoštuje in da se ji daje ustrezno čast in priznanje. To ne govorim samo kot profesor ustavnega prava, ki pač se s tem ukvarjam, ampak govorim tudi kot državljan, ki se zaveda, kaj pomeni ustava za neko državo in kaj pomeni za nek narod, kaj pomeni pravzaprav za zrelost nekega naroda. Tako da to zadevno moram reči, da meni tudi osebno to veliko pomeni. No, ampak če se zdaj lotimo naprej, rad bi na začetku predstavil ustavnopravni kontekst 99. amandmaja, kajti 99. amandmaja je bil eden velikih korakov, ampak na poti, na kateri je bilo že pred njim storjenih kar nekaj korakov. Začenši z amandmaji leta 1989, ki so dejansko že začeli rahljati odnose z federacijo, ki so seveda že pomenili upor zvezni ustavni ureditvi. Prvi korak upora k zvezni ustavni ureditvi. Kajti, če odrečemo recimo vsakršno brezpogojno veljavnost zveznemu pravnemu redu, kar smo že takrat storili, in zveznim ukrepom, kar smo takrat storili s tistimi amandmaji, je to seveda nekaj, kar je skregano z federacijo. Ampak, seveda, preden nadaljujem, je treba povedati nekaj. Naša takratna Jugoslovanska federacija je bila v marsičem drugačna kot so druge federacije. Drugo, ne govorim o političnih odnosih, govorim čisto strogo ustavnopravno. Strogo ustavnopravno je imela dejansko veliko konfederalnih elementov že takrat. Soglasje je bilo potrebno vsake republike za sprejem ustave, soglasno so se sprejemali zakoni v zboru republik in pokrajin in tako naprej. Skratka, cel kup elementov konfederalnih je dejansko bilo. In jaz se spomnim nekega, če mi dovolite, da to povem to anekdotično, nekega dogodka, verjetno 8 ali 89. leta, ko je bilo na Pravni fakulteti v Beogradu organizirano posvetovanje z naslovom Jugoslavija, konfederacija ili federacija.
In je bila zadeva organizirana tako, da ko smo nastopili referenti iz Slovenije, so študentje po galerijah žvižgali, ne? In imeli so pa tisto ustavno pravno prav to, da so res bili močni konfederalni elementi, vključno s tem, da ni Zvezno ustavno sodišče, kot bi v vsaki drugi federaciji lahko, vsaki drugi, moglo razveljaviti niti ustavnih amandmajev, ki so bili v nasprotju z Zvezno ustavo, niti ni moglo razveljaviti zakonov zveznih. Je lahko samo izreklo mnenje o tem, da so protiustavni. Ni pa moglo direktno jih razveljaviti, kar bi, če bi tako bilo, kot je bilo v drugih federacijah, nam povzročali zelo hude težave. No, ampak, če se lotimo še naprej konteksta, ustavnopravnega konteksta, v katerem se je to vse skupaj dogajalo, ta ustavnopravni kontekst, ki se zdi posebej pomemben, je bil 96. amandma, kajti on je že dejansko vzpostavil neko konfederalno razmerje, enostransko konfederalno razmerje, ki jo seveda druga stran ni priznavala, ampak mi smo se pa tega držali in delovali naprej na enak način, kot se pravi na način, ki je peljal do tega, da se je prišlo dejansko do upora federaciji, federalni ureditvi. In tisto, kar je po svoje paradoksno, je to. V času, ko je še formalno veljala Zvezna ustava in je veljala ustava najprej Socialistične republike Slovenije, potem pa od pomladi 90. leta dalje ustava Republike Slovenije, v tem času smo mi sprejemali akte, kot da vsaj Zvezne ustave sploh ne bi bilo. Mi smo pisali podvino ustavo, v kateri ni bilo sledu o kakšni federaciji. Federacija je trajala še skoraj 1 leto zatem. Ampak to so bili, če zdaj grem nazaj, koraki, pri katerem smo na nek način vsakič preskusili tla, ali stvar stoji, ali bo zdržala, ali ne bo zdržala. In to smo delali, kot rečeno, na najbolj tak način korekten, kot je pač možno. In 99. amandma je bil prvi amandma, ki je bil pravzaprav sprejet na podlagi nove legitimnosti, kajti predtem je bil plebiscit, na katerem je ljudstvo pokazalo svojo voljo in vsi nadaljnji ustavnopravni koraki, vsi nadaljnji ustavni dokumenti so dobili nov temelj, novo legitimnost, ki jim je pač dajala to vsebinsko upravičenost pred samimi nami in pred svetom. In zdaj mi dovolite, da samo na kratko povzamem nekatere vsebino 99. amandmaja, pa skušam malo komentirati to vsebino. Gre samo za zelo kratek amandma, gre samo za 5 odstavkov, ampak vsebina tega je pa prelomna. Vsebina je tista, ki stopa po poti plebiscita, ampak ni še do konca dorečena. Pravi takole: državljani Republike Slovenije odločajo o urejanju vseh odnosov v Republiki Sloveniji in o urejanju odnosov s drugimi državami. To seveda pomeni dejansko, brez uporabe besede samostojna, neodvisna, tako kot je bilo vprašanje na plebiscitu, to pomeni, da država ni več del federacije. Skupščina Republike Slovenije, nadaljnji odstavek, z zakoni samostojno ureja vsa razmerja v republiki. To isto pravzaprav izraženo v pravni sferi. Zakonodajna funkcija kot temeljna funkcija države je v celoti v rokah republike. Potem pa tudi zelo pomembno, republika ureja odnose z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami v skladu z mednarodnim pravom. In kot ena pravnih naslednic Socialistične federativne republike Slovenije tudi v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila Jugoslavija, Jugoslovanska federacija.
Takrat seveda je bilo to, kar zdaj berem, bolj pobožna želja kot kaj drugega. Ampak kasneje se nam je pa posrečilo točno to. Razveljavijo se vse določbe Ustave Republike Slovenije, s katerimi je preneseno izvrševanje suverenih pravic Republike Slovenije na organe SFRJ, se pravi Socialistične federativne republike Jugoslavije, in določbe, ki urejajo položaj Republike Slovenije v federaciji ter iz njega izhajajoča razmerja. Še konkretneje. Pravi, ne priznavamo več, zvezna ustava za nas ne obstoja več. Potem je bilo pa še en člen, ki pa je bil namenjen nečem drugemu. Nanašal se na lastninsko pravico, kajti ne smemo seveda pozabiti, da hkrati z procesom osamosvajanja je takrat tekel tudi proces demokratizacije, radikalne spremembe družbenega reda in da se je tudi ustavnopravno to pogosto prepletalo. Čeprav je ta amandma sicer v osnovi namenjen prelomu s federacijo, to je osamosvojitveni amandma, ki pa zanimivo si vendarle še ni upal izreči tega, da je Slovenija s tem postala suverena in neodvisna država, ampak je to storila šele temeljna listina, ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Toliko sem hotel povedati čisto strokovnega vidika. Hvala za besedo, še enkrat hvala za povabilo.